Lepo pozdravljeni. Gospodarski pregled pričenjamo z energetiko. Predsednik vlade Marjan Šarec je avgusta obiskal Gen energijo in nuklearno elektrarno Krško. Obisk je bil osredotočen predvsem na pomen jedrske energije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo. V prihodnje bo treba razmisliti o virih električne energije in se kmalu odločiti, kam Slovenija želi, je v Krškem poudaril premier Šarec. Danes smo skupaj z vodstvom elektrarne ugotovili, da Slovenija zagotovo je jedrska država, imamo jedrsko elektrarno in čim ne bi imeli te elektrarne, bi seveda hitro občutili pomanjkanje energije, lahko bi se pa zgodili tudi najslabši možni scenariji. Tem je dodal, da jedrska energija v Sloveniji ostaja pomemben vir oskrbe z električno energijo. Čas, ki prihaja, bo terjal seveda čedalje več električne energije in če želi Slovenija biti uspešna država, razvojno uspešna in pa seveda neodvisna, moramo težiti tudi k energetski neodvisnosti. Ob tem je dodal, da se je stopnja samodejnih ustavitev nuklearne elektrarne Krško od leta 1983 do danes zmanjšala na tako rekoč nič. Dejstvo je, da jedrska elektrarna Krško zadostuje vsem standardom, je na stopnji 1, kar se tiče zaupanja od 5 stopenj in zagotovo je pomembno, da tudi omogočamo nadaljnje delovanje jedrske elektrarne v polni meri. Predsednik vlade se je tako jasno opredelil, da bi morali odločitev o morebitni gradnji drugega bloka sprejeti čim prej. Je pa to neka logična odločitev, kajti tudi Nemčija, ki se je seveda na hitro takrat odločila po Fukušimi, da bo zaprla vse jedrske elektrarne, seveda že ugotavlja, da to ni prava pot. Ker ni prava pot, če se je sosed zaletel z avtom, da boš ti še svoj avto prodal, zato da ne bo prišlo do nesreče. Ta logika ni prava. Izkušnje v svetu so take, da po jasni parlamentarni, če hočete, odločitvi o izgradnji jedrskih nekje traja najmanj 10 let, da pride do realizacije. To so izkušnje Kitajske, ki nekje 5 let so razpisi, umeščanje prostor, dovoljenja in 5 let gradnja. Tako da to so realno dosegljivi. Seveda imamo pa v svetu tudi hitrejše gradnje, pa tudi počasnejše. V nuklearni elektrarni Krško so zadovoljni s Šarčevo podporo dolgoročnemu obratovanju elektrarne. Prepričani so, da bodo lahko realizirali svoje cilje in da bo elektrarna obratovala do leta 2043, tako kot je načrtovano. Tak obisk je zelo dragocen. Poprosili smo ga seveda tudi za načelno podporo pri izpeljavi naših načrtov, ki so pred nami, tako da računamo, da bomo na ta način vsi skupaj uspešni v dobrobit širše javnosti in cele Slovenije. Šarec koalicijske podpore glede drugega bloka nuklearke sicer še ni iskal, a je poudaril, da se bo trudil, da Slovenija ostane energetsko neodvisna. Dotaknil se je tudi področja izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov oziroma zamud, ki nastajajo pri tem. Dejstvo je, da so največji problemi pri vsaki slovenski investiciji je umeščanje v prostor. Tam so, 10 let že traja, seveda, in imamo seveda različne stranke v postopku. Vprašati se je treba, ali imamo tudi ustrezno zakonodajo in ali imamo povsod usposobljene ljudi. To so bistvena vprašanja. Ko bomo za to odgovorili in ko ne bomo imeli za vsako stvar referenduma, ko ne bo vsak, kdor ima 5 minut časa, vsega ustavil, ker on tako misli, da je tako prav, potem se bodo zadeve začele premikati. Nuklearna elektrarna Krško sicer letno proizvede več kot 5 milijard kWh električne energije, kar predstavlja približno 40% skupne proizvedene električne energije v Sloveniji. V nuklearni elektrarni Krško pa sicer nadaljujejo s posodobitvami opreme in procesov elektrarne, ki so del strategije NEK za dolgoročno zanesljivo obratovanje elektrarne in ohranjanje konkurenčnosti. Med posodobitve zagotovo sodi tudi digitalizacija procesov. Digitalizacija procesov se hitreje kot pri tehnologiji proizvodnje električne energije širi pri poslovnih procesih v nuklearni elektrarni Krško, ki so večinoma že elektronski. Ja, tako ko se vsak od nas sooča z novimi procesi, z novo tehnologijo informacijsko, tudi mi nismo imuni, moramo
priti v stik s to tehnologijo in dejansko uvajamo novo strategijo. Upeljali smo eno ekipo, ki bo upeljala ali pa zgradila strategijo za naprej. Mnogo stvari smo že naredili na digitalizaciji, na informatiki, mnogo nas še čaka, tehnologija gre naprej, tako v digitalni tehniki kot tudi v informacijski tehniki. Digitalizacija poslovnih procesov poteka že vrsto let, vpeljujejo jo tudi na tehnološkem delu elektrarne. In zaenkrat smo toliko konzervativni, da to vpeljujemo samo na nevarnostnem delu elektrarne, na sekundarnih delih. In ta tretji del je glih ta, da zaenkrat na varnostnih delih, na jedrskem delu tega ne vpeljujemo. Tega ne vpeljujejo zaradi tako imenovane kibernetske varnosti. Zaradi groženj, ki jih povzroča ta vplet, splet, informacijski splet, tehnologija, ki je omogoča, da nekdo iz drugega konca zemlje pride do nekih podatkov. Zato smo toliko konzervativni, da v bistvu določene zadeve vpeljujemo samo na sekundarni del oziroma ne jedrski del. Sicer pa na obeh prej omenjenih področjih sodelujejo in razvijajo nove digitalne procese, ki so jih vpeljali že do te meje, da ti tečejo brez papirja. Kar se tiče nadzora in kontrole sistemov elektrarne, imamo še kaj za narediti. Neke stvari smo že izvedli v zadnjem desetletju, v zadnjih letih. Ena večjih izboljšav na področju digitalnega nadzora nad sistemi je nadzor in kontrola upravljanja turbinskih sistemov in generatorja. Seveda to ni edino, kar smo v zadnjem desetletju, v zadnjih letih naredili. Imamo kontrolo nadzora sistema, tako imenovani hladilni stolpi, potem nadzora priprave vode, nadzora nad stikališčem, med drugim v kombinaciji z ELES-om. Pfeiffer dodaja, da predvsem potrebujejo novo strategijo digitalizacije. Digitalna tehnika je precej agresivna na te stvari, tako da moramo se pripraviti na to, kako naprej v prihodnosti. Sicer pa se v nuklearni elektrarni Krško že pripravljajo na remont. Začeli ga bodo 1. oktobra. Nadaljujemo v termoelektrarni Brestanica, kjer so po podpisu pogodb za glavno tehnološko in visokonapetostno opremo za gradnjo drugega nadomestnega plinskega agregata v začetku julija začeli z gradbenimi deli. Gre za nadaljevanje izvedbe projekta zamenjave 3 plinskih blokov iz leta 1974, ki sicer še delujejo, vendar so pri koncu svoje tehnične življenjske dobe, saj je težko dobaviti specifične rezervne dele in bi tako težko zagotavljali današnjo visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja. S tem v termoelektrarni Brestanica nadaljujejo z izvedbo zamenjave plinskih blokov in sicer drugega dela prve faze, ki vključuje postavitev še enega nadomestnega plinskega agregata. Mi smo v mesecu decembru 2018 razpisali tako imenovan lot 1, torej dobava glavne tehnološke opreme, in v marcu smo potem podpisali pogodbo z dobaviteljem, torej te glavne tehnološke opreme Siemens Slovenija, v katerem konzorciju je tudi gradbinec Rafael Sevnica. V začetku julija so začeli z gradbenimi deli, ki so trenutno v polnem teku. Smo že pripravili teren, če lahko tako rečem, za pripravo betonaže temelja plinske turbine 7. Dela potekajo v stavbi, kjer že stojita turbina in generator 6. plinskega agregata in kjer sta že pripravljena prostor in infrastruktura za 7. plinski agregat. Po terminskem planu naj bi se ta projekt končal v letu 2020, konec leta 2020, potem sledi tehnični prevzem in poskusno obratovanje. Z namestitvijo novega plinskega bloka z močjo 53 MW nadaljujejo projekt zamenjave prvih 3 starih plinskih blokov iz leta 1974. Zmogljivost potem, ko bo ta blok 7 zgrajen, bomo imeli na lokaciji termoelektrarne Brestanica 450 MW, no potem, ko bomo pa zaustavili te stare 3 plinske bloke, bo pa se razpoložljiva moč temu primerno znižala. Obratovanje tega bloka bo usklajeno s potrebami, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ob primernih cenah na trgu pa bi blok obratoval tudi v komercialne namene.
V termoelektrarni Brestanica so lani sicer odprli 6. plinski blok. Elektrarna je s tem pridobila dodatnih 53 MW razpoložljive moči, z novo pridobitvijo pa se je njena moč povzpela na 350 MW. Za termoelektrarno Brestanica je ta projekt bil res kritičnega pomena, ker stari plinski bloki, tako kot sem že poudaril, so na izteku življenjske dobe, ne dosegajo več željenih ekoloških parametrov, predvsem pa tudi izkoristek več ni v skladu z veljavno pričakovanji trga električne energije. V termoelektrarni Brestanica ocenjujejo, da je faza 1, kot imenujejo ta projekt, v tem časovnem okvirju zadosten. Predvsem je za nas pomembno, da bomo tudi lahko z temi bloki zagotavljali ob naši primarni vlogi terciarne sistemske elektrarne tudi napajanje nujne lastne rabe nuklearne elektrarne Krško. Vloga termoelektrarne Brestanica, ki je ena najstarejših še delujočih elektrarn v Sloveniji, je namreč predvsem zagotavljanje električne energije v času izpadov ostalih virov in se aktivira po potrebi. V primeru izgradnje jedrskega bloka 2 pa bo v Brestanici potreben še kakšen generator. Prvo naj poudarim, da jaz si želim, da Slovenija spozna, da potrebujemo drugi jedrski blok in da je to edina rešitev, če želimo biti energetsko neodvisen. Vsekakor bo pa potrebno potem razmišljati tudi v fazi 2, torej dogradnje plinskega bloka 8 in 9. Prostor so zanju že zagotovili, prav tako gradbeno dovoljenje. Novi plinski bloki pa ne prinašajo le večje zmogljivosti, temveč tudi hitrejši zagon od zahteve do polne moči. Mi potrebujemo 15 minut, da smo z vsemi razpoložljivimi megavati na omrežju. No, te nove plinske turbine so pa še bolj fleksibilne, te pa pridejo na polno moč 12 minut pa pol. V prvi polovici letošnjega leta so dosegli dobre poslovne rezultate. Imamo zagotovljene stabilne prihodke, tudi nekaj dobička izkazujemo, predvsem je pa pomembno, da imamo to stabilno poslovanje, da za sam plinski blok 7 ne potrebujemo najema dodatnih kreditov, ampak bomo to vse zmogli z lastnimi sredstvi. Vrednost naložbe po predinvesticijskem načrtu znaša 26,45 milijona evrov. V letošnjem letu je občina Krško pristopila k izvajanju projekta, ki ga je prijavila v dogovor za razvoj regij Podjetniški inkubator Krško. Namen projekta je zagotoviti pogoje oziroma infrastrukturo za razvoj podjetništva in povečanje podjetniške dinamike. Dela na objektu v starem mestnem jedru, kjer bo podjetniški inkubator, so v polnem teku. Gre za rekonstrukcijo in opremljanje objekta v starem mestnem jedru Krškega za potrebe vzpostavitve podjetniškega inkubatorja, ki bo prispeval k hitrejši rasti in razvoju malih in srednje velikih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest. Cilj inkubatorja je nudenje podpore gospodarstvu v obliki skupne promocije, trženja, izobraževanj in usposabljanj. Objekt podjetniški inkubator na CKŽ 44 je v gradbeni izvedbi. V letošnjem letu je predvidena izvedba gradbenih del, v naslednjem letu je pa še izvedba instalacij in opreme. Za projekt v vrednosti dobrih 470 tisoč evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 289 tisoč evrov, država pa 96 tisočakov. Razliko bo krila občina Krško. Namen projekta je ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva in povečanje podjetniške dinamike. Kot pravijo na občini, bo poleg tega vplival tudi na boljšo prepoznavnost, spodbujal razvoj visokotehnoloških start-up podjetij, prepoznaval univerzitetno znanje in gospodarske prakse ter ponujal prenos znanja v prakso. S tem projektom pričakujemo, da bojo majhna in srednja podjetja pridobila prepotrebni zagon za razvoj in širitev teh podjetij in pričakujem, da bo to veliko podporo tem podjetjem. V nadaljevanju pa je v načrtu tudi priprava ustreznih vsebin, s katerimi naj bi inkubator v občini Krško in širše zadovoljil potrebam po vzpostavitvi okolja, ki bo omogočalo zagon novih start-up podjetij, razvoj malih in srednje velikih podjetij, povečanje podjetniške dinamike in izboljšanje poslovnega okolja. Gradbena dela naj bi se zaključila oktobra. V drugi fazi, ki je predvidena v letu 2020, sledi še nabava opreme ter informiranje in obveščanje javnosti o projektu do konca leta 2021. Obnovljivo recikliranje je naslov projekta, ki omogoča prenos dobre prakse občine Krško v občino Silvan iz Turčije strani programa pobratenja mest. V Krškem so tako avgusta tudi uradno podpisali protokol o sodelovanju.
Več v prispevku. Župan občine Krško Miran Stanko je s sodelavci gostil delegacijo iz turške občine Silvan. Ta vzhodno-turška občina je namreč vodilni partner skupnega projekta s področja ravnanja z odpadki s poudarkom na recikliranju. Bistvo tega projekta je pravzaprav izmenjava dobrih praks na področju ravnanja z odpadki, kjer je bilo Krško pripoznano kot eno boljših mest, ki lahko ponudi neka nova znanja. Zato je bil vključen v ta projekt tudi podjetje Kostak, kjer lahko si pravzaprav naši gostje tudi ogledajo, kako ravnamo z odpadki pri nas. Türkiye Avrupa Birliği şehir eşleştirme programı projesiyle ilgili biz buradayız. Bizim de böyle bir çalışmamız olacak. Yine katı atık tesisi kurulacak ve bundan önce de bir teknik gezi yapmak bizim için çok iyi oldu bizim belediyemiz adına. Teknik gezide daha proje aşamasındayken bizim çalışmalarımız gelip teknik geziyle o yerinde incelemek bizim açımızdan çok iyi oldu. Daha bir önümüzü görmemize, daha aklımızdakileri yani ufkumuzu genişletti açıkçası. Çok iyi oldu. Cilj skupnega projekta, ki ga strani občine Krško vodi direktorica občinske uprave Melita Čopar, kot strokovni vodji pa sodelujeta predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in dr. Primož Gabrič, je predvsem, da občina Silvan po zgledu krške občine pripravi strategijo ravnanja z odpadki in posledično poveča osveščenost med prebivalci na tem področju. V okviru 3-dnevnega obiska so si ogledali Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad kot primer dobre prakse. Dobili so veliko informacij, tako praktičnih kot tudi zakonskih okvirov in pravzaprav celoten opis ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji, tako da mislim, da bodo odšli od tukaj z veliko novih spoznanj in novih znanj. Županja občine Silvan, župan občine Krško in predsednik uprave družbe Kostak so ob zaključku obiska podpisali tudi protokol o medsebojnem sodelovanju. Namen tega podpisa protokola je ravno v tem, da se prvič rešuje ali pa zapre nekako tudi formalno celoten projekt, se pravi, kako naj bi sodelovanje potekalo naprej. Gre pravzaprav za medsebojni obisk, tako se pravi njih v Krškem, kar je izvedeno zdaj, naj bi pa tudi delegacija iz Krškega šla na simpozij v Silvan. To je en del, seveda pa načrtujemo z drugim delom podpisa, pa tudi za nadaljne sodelovanje med obema občinama, mogoče tudi na drugih področjih, ne samo na področju odpadkov, kajti teh izzivov je še veliko in je potrebno še veliko. Pravzaprav pred njih imajo veliko pričakovanj in veliko potreb. Sicer pa sta župan in županja spregovorila tudi o drugih področjih dela, kot sta šolstvo in predšolska vzgoja, kjer bi občini prav tako lahko našli skupne točke za sodelovanje. Voda je zdrava, je vir življenja in pogosto slišimo, da je za boljše počutje in zdravje treba piti zadostne količine vode. Kakšno vodo pa pravzaprav pijemo v občinah Krško in Kostanjevica na Krki? Zadnji rezultati nadzora kakovosti pitne vode iz javnih vodovodov kažejo, da dobro. Po besedah Nine Leskovar-Fermej iz družbe Kostak je skoraj 26.000 uporabnikov, ki so priključeni na javne vodovode, pilo dobro pitno vodo. Rezultati so dobri, z njimi smo zadovoljni in tudi v skladu s pričakovanji. Vzeli smo 202 vzorca vode, od tega je bilo več kot 96% vzorcev vode ustreznih. Sem pa tam se pojavi kakšno neskladje s pravilnikom o pitni vodi, vendar nič tako pretresljivega, da bi bilo pomembno za uporabnike oziroma da bi predstavljalo potencialno nevarnost za zdravje uporabnikov. V neskladju s pravilnikom o pitni vodi je bilo 6 vzorcev, kar predstavlja 3,6% vseh vzorcev. Šlo je predvsem za neustreznost v sklopu teh indikatorskih parametrov, ki ne predstavljajo nevarnosti za uporabnike. To pomeni, da imamo vodovodni sistem stalno pod nadzorom, vršimo nadzor vse od zajetja pa do pipe uporabnika skozi vso leto. Kadar vzorčijo vodo, vedno opravljajo mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize. 3 vzorci so bili neustrezni v sklopu teh mikrobioloških analiz, se pravi, presežene so bile bakterije pri 37 stopinjah Celzija, pa enkrat tudi je bil zaznan indikator fekalnega onesnaženja na enem od vodovodov. V tem primeru smo dali ukrep prekuhavanja pitne vode, vendar kaj posebnega pa ni bilo. Kar se tiče pa fizikalno-kemijskih parametrov, je bila pa edina težava ta, da je bila povečana motnost. To so odpravili z izpiranjem vodovodnega sistema ter z dodatno kontrolo z meritvami po omrežju.
Stanje se sicer izboljšuje tudi na Krškem polju. Tam so namreč vodni viri zaradi poljedelske dejavnosti prekomerno obremenjeni z nitrati in ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Kemijsko stanje na Krškem polju se izboljšuje. Na Drnovem sicer zaznavamo še nitrate okrog 50 mg na liter, na črpališču Brege pa so te vrednosti znižale in so nekje od 10, se gibljajo med 10 in 20 mg na liter, kar je dobro. Tudi vrednosti desetilitrazina v letošnjem letu niso bile nad to mejno vrednostjo, tako da zaenkrat smo zadovoljni in si želimo, da bi tako tudi bilo naprej. V večini Slovenije je nekaj povsem samoumevnega, da lahko odpremo pipo, si natočimo kozarec in vodo spijemo. Zagotovo gre za privilegij, a ker se ga morda ne zavedamo dovolj, se dostikrat obnašamo, kot da pitne vode nikoli ne bo zmanjkalo, kar seveda ne drži. Pitna voda je vendarle omejena dobrina, zato na Kostaku pozivajo k njeni varčnejši uporabi. Zdaj v zadnjem času je padavin dovolj, vendar se pa na začetku te poletne sezone smo imeli nekaterih vodovodih malo težav, predvsem zaradi tega, ker naenkrat začnejo vsi zalivati svoje vrtove, prati avtomobile in polniti bazene. Predvsem zato je bil problem, ampak da bi pa bilo prav težava v količinah podzemne vode, to pa se ni zgodilo, k sreči. Sicer pa na kakovost pitne vode lahko vplivate tudi uporabniki sami. Redno nadzorujte interne vodovodne inštalacije, spremljajte obvestila izvajalca javne službe glede ukrepov za zagotavljanje kakovosti pitne vode ter upoštevajte navodila in priporočila. Spoštovani gledalci in gledalke, to je bil mesečni pregled gospodarskih tem, ki smo jim sledili v avgustu. Bodite z nami tudi v nadaljevanju programa. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.